boste en mesec brez telefonov, računalnikov, tablic, interneta. En mesec. En mesec. To je 23 učencev 8. razreda osnovne šole Nove Fužine. Vsi imajo svoje pametne telefone, nekateri tudi tablice, računalnike. So predstavniki tako imenovane generacije Z, ki je odraščala s tehnologijo. Na internet so priključeni večino svojega časa in so zelo vešči komuniciranja prek družbenih omrežij. Kdaj ste dobili pametne telefone? V bistvu začetek 7. razreda, prej sem imela pa tistega starega Nokia. Drugem ali pa tretjem, tam nekje vmes med poletnimi učiteljicami. Prvič v 4. razredu osnovne šole, ko sem začela sama hoditi domov. V 3. razredu, 3. razred. Rojeni na koncu prejšnjega stoletja in v začetku novega, obkroženi s tehnologijami vseh vrst, brez zaslonov si ne predstavljajo ne učenja, ne družabnega življenja ali prostega časa. Bilo bi hudo. Ja, hudo bi bilo. Brez telefona. Seveda. Zakaj? Zakaj? Ker ne bi pač mogel funkcionirati. Zavedajo se, da bi bilo življenje povsem drugačno. Če ne bi imel telefona, bi bolj hodil ven igrati košarko na primer. Verjetno bi imela več prostega časa in bi imela več časa za druge stvari, da bi lahko šla ven ali pa tudi kaj malo več brala knjig. Več bi knjig brala, tako kot sem preden sem dobila telefon. Pa verjetno bi se mogoče še celo za zabavo začela tudi učiti. Mnogi starši so v dilemi, kdaj in koliko časa otroku dovoliti uporabo tehnologij, kdaj preveč in kdaj, če mu to prepovemo, posegamo v druženje s sovrstniki. Katere vsebine so primerne in katere zasvojljive? Kako pravilno in varno krmariti v svetu sodobnih tehnologij? Vpliv zaslona na zdravje in razvoj otrok in mladostnikov ni odvisen le od časa, ki ga preživijo pred zasloni, pač pa tudi od osebine, ki so ji izpostavljeni. Zaradi primerjanja z idealnimi podobami na spletu, tretjina slovenskih dijakinj, kaže raziskava Centra za varnejši internet, razmišlja o plastični operaciji. Več kot polovica deklet in slaba polovica fantov se počuti slabo, če so izključeni iz skupine sošolcev na družbenih omrežjih. Strah, da bi kaj zamudili, če nimajo telefona pri roki, je tako velik, da posega v njihove vsakdanje obveznosti, pojasnja Ajda Petek z Fakultete za družbene vede, raziskovalka točko osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Pridemo pa potem do te prezasedenosti z internetom in si non-stop, vsakič, ko zapiska, greš pogledat in potem na nek način ni sproščenosti, ni počitka. Pravijo, da se počutijo preobremenjene, ampak da se bojijo odklopiti zaradi tega strahu, kaj bodo zamudili. Večinoma, ko se učim, mi pride sporočilo in ga takoj moram odgovoriti, zato tudi jaz moram telefon dati ali izven sobe ali nekam stran, da me ne moti. Ker se že zgodi, da je ful težko v teh omrežjih. Osebine na družbenih omrežjih so narejene tako, da nas priklenejo na ekran, da se vrnemo v aplikacijo, opozarja psihologinja Nuša Klepec iz Logouta, kjer svetujejo in pomagajo pri prekomerni rabi zaslonov. Mnoge aplikacije, ki so med mladimi najbolj priljubljene, so hkrati tudi visoko zasvojljive. Ena od najbolj zasvojljivih je zagotovo TikTok, zato ker v bistvu ima toliko teh mehanizmov, ki zasvojijo. Lahko neskončno drsaš po TikToku 24 ur in se vsebina nikoli ne bo nehala prikazovati. Potem tudi ta mehanizem kratkih videoposnetkov, ki so ga zdaj začela v bistvu tudi druga družbena omrežja uporabljati. Zdaj imamo že tudi Reelse na Instagramu, tudi na Snapchatu, so v bistvu ugotovili, da je to nek format kratkih posnetkov, ki trenutno mladostnikom najbolj ustreza. Podobno je z videoigrami, pravi, ki imajo veliko mehanizmov nagrajevanja. Tudi story na Instagramu, ogenčki na Snapchatu. Možgani mladostnikov in otrok, ki se še razvijajo takšnim visokointenzivnim dražljajem, prevečkrat niso kos. Če nimajo razvitih teh mehanizmov, neke samokontrole, nadzora nekih impulzivnih dejanj, čustvene regulacije, sprejemanja odločitev, predvidevanja posledic, to so stvari, ki v bistvu se v poznem mladostništvu začnejo nekako razvijati na nevrološki ravni. In kombinacija teh dveh stvari seveda potem privede do tega, da se zelo odzivajo na ta povabila, ki pridejo od zunaj, vsako obvestilo, vsak like, vsak komentar. In to se lahko dejansko zavleče
lahko rečemo v ure, ne? Kar nekako potegnete. Algoritmi zelo dobro skrbijo, ta umetna inteligenca, algoritmi, da z vsakim tem swipom je spet nekaj novega, zanimivega, hormoni delujejo. Če se vrnemo k raziskavi, zaradi časa preživetega na zaslonih dobre tretjine učencev 7 razredov primanjkuje spanca. Pri nekoliko starejših se neprespanost še poglablja. V 9. razredu je takšnih dobra polovica. V srednješolski populaciji se z manjkom spanca soočata že skoraj 2/3 vseh dijakov. Mladostniki namreč danes spijo 2 do 3 ure manj kot pred 7 leti. V bistvu so bili zelo strogi starši in tlele sem jih vrtel, kako sem jih lahko vseeno. Ali so mi, ne vem, prepovedali, ali so najdel način, da niso pazili. Sem vzeli kabel, sem kupil v trgovini drug kabel, sem pogruntal, da je računalnik topel. Dokler mi ni dal prav lepilni trak gor in se podpisal, da ko sem dal kabel not od štroma, nisem ga mogel pretentati. Takrat sem prav videl, koliko mi to pomeni, ne? Fant, ki je šel skozi preizkušnjo zasvojenosti s spletnimi osebinami, je svojo zgodbo odkrito in brez zadržkov delil anonimno. Stigma, ki jo čuti, je, pravi, še vedno premočna. Z družino je najprej živel v mestu, a ko so se preselili na podeželje, v hišo, kjer ni imel ne sosedov, ne prijateljev, se je začel kratkočasiti na računalniku. Takoj po šoli sem hodil tudi direkt na računalnik. Čim več, koliko se je dalo. Sem pa imel težave ful z disciplino in z učenjem, ker ti internet, negativne posledice tega kompulzivnega scrollanja je to, da ti koncentracijo uniči totalno. Ker je toliko dopamina, toliko enih efektov, toliko krajev vidiš za nič dela. Vse je črno-belo, veš naravo, kako se počutiš v naravi, tako ne čuti nič, ne čutiš nič, to si kot topel, kot zombi. Zaradi težav v družini, nerazumevanja starši in nesprejetosti v šoli se je vse bolj umikal na mišljeni svet. Tam se je počutil dobro, dobil je potrditev. Dajmo za sprostitev, gremo na YouTube Shortse, gremo na Instagram, gremo na TikTok, nekaj da me nasmeji. In prvi te nasmeji, drugi te ne nasmeji, pol te 20 minut nič nasmeji, pol čakaš tisti dopamin, ki te bo zadeven, če ko dan dobro. Ampak vedno si slabši, vedno si slabši. Vedno gre za neko stisko v ozadju, mogoče za neko težavo, s katero se posameznik ni znal soočiti, ni znal v resničnem življenju nasloviti in se potem v bistvu umika v neko spletno aktivnost. Naj so to družbena omrežja, videoigre, pornografija, YouTube, serije, filmi, lahko je karkoli. A tako kot večina se tudi naš sogovornik dolgo časa ni zavedal, da ima težavo. Če je imel dober dan, je telefon prvič pogledal 2 uri potem, ko se je zbudil. Na slab dan je s telefonom vstal in z njim v roki tudi zaspal. Zdaj, ko je šel skozi proces zdravljenja, pozna mehanizme, ki mu pomagajo. Družbena omrežja ima zaklenjena ali časovno omejena. Če bi imel odprte aplikacije, bi te postrpalo? Ko vidiš eno sliko, tudi tako zacingla, lepo, kakor alkoholiku, ko povoha malo piva. Kar sem si mogel priznati je, da nimam kontrole po prvem kliku, kot nima alkoholik kontrole po prvi pivi, ki je bilo spil. Imamo v Sloveniji po našem mnenju in naših raziskavah okrog 2500 mladih do 3000, ki ne morejo dokončati osnovne in srednje šole in fakultete zaradi nepravilne uporabe nove tehnologije. To so ocene, ki temeljijo na stikih centrov za socialno delo, svetovanih služb v šolah, zdravstvenih ustanov. Nekemične odvisnosti so v porastu. Iz enega primera tedensko pomoč zdaj poišče več ljudi dnevno, pojasnjuje Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Prekomerna raba še ni zasvojenost, opozarja, jo je pa treba pravočasno prepoznati. Ko otroka denimo pokličemo, da pride na kosilo in brez težav zapusti zaslon, je to vzorec. Poje, mogoče pomije posodo, se pogovarja z družino. Če zaslona ne more zapustiti, vedno znova prosi za dodatnih nekaj minut, ob našem vztrajanju v jezi na hitro poje kosilo in gre nazaj pred zaslon, je to navada. Na tej stopnji je znotraj družine nujno oblikovati strukturo časa. Če tega ne storimo, mladostnik razvije prisilno vedenje. Ko sliši, da se mora posloviti od zaslona, doživi stisko, postane agresiven. To je resničen primer, ko mati pelje svojega sina, devetošolca, v šolo in ko mu v avtu tretjič reče, da mora pospraviti telefon, doživi tako stisko, da ne more kontrolirati svojega vedenja, brca v vetrobransko steklo, da poči in potem nabuta mamo. Zasvojenost pa se razvije, če zgornjih signalov nismo zaznali ali ukrepali. Ko otrok ali mladostnik, medtem ko je pred zaslonom, ne sliši in ne vidi več nič drugega.
Moramo se ga dotakniti, ga stresti, da odreagira. O zasvojenosti govorimo takrat, kadar digitalna aktivnost močno posega v področje posameznikovega življenja. Recimo izpad iz šole, izpad iz delovnega sistema, popolnoma obrnjena dan in noč, nobenih drugih aktivnosti več. V našem centru imamo mladostnike, ki so letno več kot 3000 ur na socialnih omrežjih, na igricah, mi smo pa v službi 2100 ur. Nam staršem se je izfuzalo. Mi svojim otrokom dovolimo, da so dalj časa na igricah socialnih omrežij, kot smo mi v službi. Skoraj tretjina slovenskih otrok starih med 11 in 16 let se je po podatkih Centra za varnejši internet že soočila z eno od oblik zasvojenosti z internetom. Petina fantov in šestina punc v evropskih državah svoj čas preživlja v virtualnih svetovih. Koliko časa na dan uporabljate zaslone? 5 ur na dan, 5 ur. 2 do 3 ure. 5 do 6 ur na dan, ampak to ne telefon, ker telefon malo manj uporabljam, ampak druge zaslone. Telefon 2 do 3 ure na dan, ampak več ponavadi tudi vmes še računalnika. Telefon 8 ur do 7 ur na dan. Slovenski pediatri, klinični psihologi, mladinski psihiatri in strokovnjaki za spletno varnost v nacionalnih smernicah uporabo zaslonov povsem odsvetujejo do otrokovega 2. leta starosti. Od 2. do 5. leta naj bo raba zaslonov omejena na manj kot 1 uro na dan ob navzočnosti staršev. Med 6. in 9. letom, torej v prvi triadi osnovne šole, naj bo to v povprečju največ 1 ura na dan, v drugi triadi največ 1,5 ure, v tretji, torej med 13. in 18. letom starosti pa največ 2 uri dnevno. To se nanaša na televizijo, telefone, računalnike in tablice skupaj. Kot kaže raziskave, pa te omejitve presega večina slovenskih otrok in mladostnikov. Petra Mohar-Bregar, ki v razvojni ambulanti spremlja dojenčke in malčke, opozarja, da je pozivov na pomoč strani vrtcev in staršev vse več. Zasloni so postali tudi v zgodnjem obdobju otroka sredstvo umirjanja. 3-4 mesece otroci stari pridejo, imajo težave s prilagoditvami na nov način življenja, tako v gibanju kot mogoče senzornem doživljanju sveta in veliki jokajo. In v tistem si dostikrat starši pomagajo s preveč stimulacije telefona, YouTube posnetkov in takrat otrok utrpne. Ampak z njim potem težko navežeš en očesen socialen kontakt. In to vidimo, da se je ta navada že kar ukoreninila. S telefoni otroke pomirjamo v čakalnicah za mizo, med obroki, na zaslonih so na kahlici, straniščih. Primanjkljajev v razvoju je veliko, nekateri sploh ne razvijajo veščin, ki bi jih za svojo starost morali, opozarja pediater Denis Baš. Se to pokaže na sistematskih pregledih, recimo, ko imamo 18-mesečnika ali pa celo 3-letnika, da namesto, da bi tiste barve 3-letnik povedal v slovenščini, jih pove v angleščini, slab očesni kontakt. Otrok je dostikrat nemiren, bega po ambulanti, govor je slabo razumljiv. Imamo zdaj epidemijo, bom rekel, otrok z slabšim vidom na daleč, ki je posledica tudi tega bližinskega dela uporabe računalnikov. Težava ni le prekomerna uporaba zaslonov, temveč tudi pripomočki in igrače za dojenčke, ki že v zibelki oddajajo zvoke in slike v intenzivnih barvah. Trg jih ponuja z namenom prodaje, pravijo pediatri, in ne z namenom dobrega otroškega razvoja. In potem se otrok ziba v neke električne napravi, hkrati pa gleda ekran in tako počasi poveže možgani umirjanje z močnimi dražljaji in to potem ostaja. Otroški razvoj v zgodnjem obdobju gre pa večplastno gibanje, gre skupaj z občutenjem sveta, dotikanjem, premikanjem po prostoru. Če to priložnost takrat potem izgubimo, so te otroci, bom rekel, dobesedno otroci lahko s posebnimi potrebami. Bo tak dojenček in kasneje kot otrok, mladostnik, sledil intenzivnemu. Imamo vedno več otrok, ki imajo osebnostno strukturo spremenjeno. Že vidimo te posledice, Učenci 8. razreda so se strinjali, da bodo sodelovali pri nastajanju tega prispevka. Vedeli so, da se bomo pogovarjali o uporabi sodobne tehnologije in njihovih navadah, ne pa tudi, da jih čaka naš mali preizkus. Kdo med vami uporablja telefon vsak dan? Kdo bi lahko bil en dan brez telefona?
Kdo bi lahko bil en teden brez telefona? Polovica bi se svojemu pametnemu telefonu lahko odrekla na 7 dni, a pri naslednjem vprašanju so roke obmirovale. Kdo bi lahko bil en mesec brez telefona? Maja. Mislim, da je čas, da vam povem, zakaj smo vas zbrali tukaj v tej učilnici. Imam podpisana soglasja vaših staršev, da lahko sodelujete v našem malem eksperimentu. Od danes naprej boste en mesec brez telefonov, računalnikov, tablic, interneta. Najprej izgovori, Nimam telefona. na to zaskrbljene vprašanja, zakaj so jim starši obrnili hrbet. Kdaj se bo to začelo, da mi ni spal en mesec? Od danes naprej. Lahko pokličem mojo mami, če je res to. In bom pa te živce imel. A si razočaran? Zelo. Razočaran sem, da so to moji starši to pisali. Jaz bom malo težje karkoli delo, ko pač imam zelo narako. Ali mislite, da boste zdržali? Verjetno bo šlo, ampak malo težje, sploh prvih nekaj dni. Pa jaz mislim, da lahko jaz to preživim, ker imam jaz po treningi, lahko tudi se zmenjam za prijatelje. Bilo bi malo težje se dogovoriti. Nekaj bi preživela, pa bi bilo težko. A imam to telefon, da ga odloži že zdaj v škatlico? Ti bi ga bila pripravljena takoj odložiti. Tukaj ga imaš? No, ajde. Le ena učenka od 23 se je bila pripravljena odpovedati telefonu in ostalim zaslonom na en mesec. Seveda nismo posegali v družinsko dinamiko in odnose, prav tako ne v socialno življenje, všečke, lažje dogovore. Bila je le šala preizkus, ki je izvabil različne odzive. Želeli smo pač videti, kakšna bo vaša reakcija. Zato jim je odleglo. Vendar ne pozabimo, to je generacija, ki ne pozna življenja brez nove tehnologije, saj so se v ta svet rodili, z njimi so odraščali. Vprašanje je, koliko odraslih bi bilo pripravljeno sprejeti tak izziv. Sodobna tehnologija je prinesla veliko dobrega, olajšala nam je dostop do informacij, komuniciranja. Ob njej se lažje in hitreje učimo. Se pač povezujejo s prijatelji, se pogovarjajo, si pošiljajo domače naloge, si pošiljajo slike zapiskov in v bistvu vse to počnejo preko družbenih omrežij. Če jih znamo pravilno in varno uporabljati, nam pomembno olajšajo življenje. Tukaj moramo kot starši znati razlikovati. Eno je delo s pomočjo nove tehnologije, pri zabavi in sprostitvi pa potrebna struktura. Otroke je zato treba ustrezno opremiti, jih opolnomočiti, še preden v las dobijo svoj prvi pametni telefon. Tudi mladostniki, opozarjajo psihologi, večinoma niso zmožni sami omejiti časa, ki ga preživijo pred zasloni. Postaviti je treba dogovore, omejitve, ne le časovne, temveč tudi osebinske. Določiti je treba tudi prostor, v katerem se bo nahajal računalnik. Pasti je ogromno, vendar ob zdravih navadah in predvsem zgledu odraslih je sodobna tehnologija lahko odlično orodje, ki nam je lahko v veliko pomoč.